V prejšnji epizodi smo potovali po svetu starši Slovenci in ker je tema zelo zanimiva, nadaljujeva z Uršulo še skokom na zahodno obalo Amerike in nekam bližje, veliko bližje v Avstrijo, ker se veš, kaj pravimo na Štajerskem, ne? Izhod Slovenije iz krize je Avstrija. Ali pa na severu je vse bolje. Ja. Zanima naju, kako je imeti družino v deželi svobodnih, kot si radi rečejo Američani, in kako je to pri pošlihtanih Avstrijcih. Šala za starše. Najprej Amerika. Tam imam prijateljico, ki se zdaj po dobrih 3 mesecih porodniške vrača v službo. Zanimivo, zavarovalnica je pokrila oziroma financirala to pumpo, črpalko za mleko, ampak je morala doplačati $70, da res deluje, oziroma to da je taka prava. Ja. Pumpajo med službo, ker se hitro vrnejo nazaj. Ne? No, ali to drži tudi za mamo, ki je trenutno v Seattlu, preverjava z long distance klicem. Trump je odobril, imamo zveze pri prvi dami. Z nama pa je Klara Bojanović Machado. Dobro jutro. Dobro jutro. Klara, kje točno živiš in kaj počneš z družino v Ameriki? Trenutno živimo v Seattlu, v zvezni državi Washington. Tu smo že 3 leta, predtem pa smo bili 5 let v San Diegu, v Kaliforniji. To pomeni, smo bili čisto na jugu zahodne obale do na severa zahodne obale v Ameriki. Sam naj jo je z možem prinesla pot znanosti, ker sta si oba želela nekaj več preizkusiti, kako to je v Ameriki. Predvsem moj mož je želel preizkusiti, kako je delo na univerzah, na prestižnih univerzah v Ameriki. Prvo deklico si rodila v sončni Kaliforniji, kmalu bo imela 6 let, si nam napisala v Seattlu, pa drugi 2, stari 2 leti, in imaš tudi novorojenčico staro kaj? Nekaj tednov. 2 under 2? 3 mesece. Ja, 3 mesece pa pol, ja. Wow. Povej nama kaj več o prvi izkušnji v Kaliforniji, kako je tam recimo vzgajati, roditi otroka in kako je imeti otroke zdaj v Seattlu, kako se razlikuje ta izkušnji? Ja, izkušnja se razlikuje predvsem v tem, da je vreme zelo različno dol na jugu in tukaj gor na severu, pa tudi malo v kulturi. Dol v sončni južni Kaliforniji imeti otroke je ful zabavno. Ta klišejski, vedno sonce, vedno toplo. Mogoče se ti ne zdi, ko si tam, ker včasih je malo mrzlo, pa te zazeba, ampak govorimo o jesenskih pa spomladanskih jaknah, takrat, ko je res najbolj mrzlo. In to pomeni, da so otroci lahko ves čas zunaj, lahko greš na plaže, veliko vodnih športov, puščave so zraven, polno plezanja po tistih puščavah, kampiranja, ogromno sofisticiranih zabavnih igral, sicer so vsa plastična, ampak res ful zabavna, ful dajo na ta igrala. Velikrat imaš tudi sence preko, zato da se lahko otroci igrajo skozi cel dan. Tako da otroci dol v San Diego, mi smo lahko bili zunaj ves čas, igrala posod blizu, v roku 5 minut sem imela dvojna igrala okoli našega stanovanja, tako da je bilo ful zabavno. Res smo bili veliko več zunaj, kot smo trenutno zdaj, ker smo gor v Seattlu. V Seattlu je pa bolj podobno vreme kot pri nas doma, ne? Ali pa še mogoče malo bolj v liniji z Varšavo, Poljsko. Tako da imamo veliko daljša ta obdobja teme, to se po zimi fejst pozna. Tudi je bolj hladno, deževno, včasih Seattle tudi dobi sneg, povprečno nekje na 2 leti. Imamo pa zelo blizu gore in hribovja, tako da imaš veliko visokih dreves in gozdov, slapov, velike plezanja tukaj. Ljudje so v tem Pacific Northwest območju zelo nori na preživljanje časa zunaj v naravi, plezanje, hajkanje in take stvari. Tako da tudi ogromno igralcev, tudi preživimo kar veliko časa v zunaj, je pa velikrat ta londonski dež. Tako da včasih ne bom rekla, da nas prestraši, da gremo ven, ampak recimo tale vikend je noro pihal in smo rekli, lej, otroci so že malo prehladi. Se pač malo manj si zunaj, no, kot pa recimo San Diego, kjer je le drugačno vreme, prijetno skozi celo leto. Kaj pa izkušnja nosečnosti v San Diego pa zdaj? A se razlikuje? Ne vem. A bolj otekajo noge v toplem? Ne, pa tudi se veš, vse preventive in vsi pregledi in vse ostalo.
Ja, glede na to moram reči, malo pobuta s tem, sem imela ful srečo, da sem živela v obeh zvezni državi, sta demokratski in imata urejeno pač to nego ali pa, kako bi rekla, zavarovanje za nosečnice in za pač poporodno, za pač porodniško po Kaj to naše. pomeni? Ja, to pomeni, da so večinoma zveznih držav, zdaj trenutno nimam številke pred sabo, ker se spreminja, v zadnjih 3 letih je bilo kar veliko napredka na tem naredka. Večina zveznih držav nima plačane porodniške, tukaj imajo malo drugače, tukaj rečejo, da si pač na disability takrat, ko rodiš. Wow. Ja, in pač, ker si kao imel operacijo, pač nek medicinski zdravstveni poseg in moraš biti na disability kao post-surgery, da pač okrevaš. Potem, po tistem imaš pa lahko še druge, pač tam, kako bom tem rekel, bonding leave, ga tukaj reče, tako da ga lahko dobita mama in ati, starševski, besede mi zmanjkujejo. Povezovalni dopust, povezovalni, ne vem. Ja, Ja. povezovalni, Ja. spoznavni. Ja, spoznavni žur v bistvu. Ja. Do Da jutranjih se ur. pač poveže s svojim otrokom, ja, povezovali dopust, ta je prav hecna. Ja, drugače pa sta vprašali o nosečnosti. Meni nosečnost načeloma mi je bila pač prva lažja, sem bila mogoče mlajša, ful bolj našportana, ful bolj fit, kot pa potem kasneje. Tako da načeloma nisem imela nekih velikih razlik, bi rekla, da bi telesno občutila med nosečnostjo, ker tudi San Diego ni moker, ne, je puščavski, tako da zrak se mogoče voda v tebi ne zadržuje tako mogoče, kot si predstavljate, bolj tropsko, Miami vreme, to je suho puščavsko vreme, tako da je ful prijetna temperatura. Veliko ostarelih in upokojenih se preselijo ali v Kalifornijo ali pa na Florido, zdaj predvsem več na Florido, ker je cenejša, Kalifornija je zelo draga. Drugače bi pa moje večinoma ostarelih in takih, pač Prišlo tja. v penziji se preselijo v Kalifornijo, ker je vreme res super, niti vroč, ne teče ti dol, taka super, recimo 22 stopinj povprečna temperatura. Kot pri nas Tenerifi. Ja. Ja, evo, tako, ja. Ampak ko Tak- govoriš tako da finančno, Prosim? da je finančno breme, ne, že živeti nekje, kaj pa finančno breme tega, da moraš iti roditi? V Ameriki. Ja, zdaj tak je. Fejst si moraš, fejst moraš se potruditi, da imaš zavarovanje. Brez zavarovanja je res hudo. Če imaš zavarovanje, da bo pač to verzijo najprej. Ne? To pomeni, da mesečno plačuješ iz svojega čeka, iz svoje plače to premijo, imaš na izbiro, ta sistem je zelo kompleksen in enemu tujcu zelo dolg časa traja, da si ti to naštudiraš. Kakšno zavarovanje bi si sploh zbral, ker ti pred tebe vržejo, ne vem, 8 do 10 različnih možnosti, imaš različne možnosti, mesečne premije, kaj ti pokriva, a lahko greš samo znotraj ene organizacije zdravstvene, a lahko greš tudi ven, govorimo zdaj, recimo, če si v Celju, pa si imaš svojega zdravnika v Celju, lahko greš v Kranj k zdravniku, če si pač nekje drugje, ne, koliko boš mogel plačati, če greš, pa se ti je tam nekaj naredil, ne. Pač take kompleksne situacije, ful veliko imaš za naštudirati, koliko boš plačal, potem tudi ven, temu se reče, koliko imaš deductible na leto, koliko moraš iz svoje denarnice poplačati zraven, ko dosežeš neko določeno premijo, od tam naprej ti zavarovalnica krije, da spet neke druge številke. V glavnem, ful kompleksen sistem je za naštudirati, da si sploh najprej zbereš zavarovanje. Zavarovanje imaš pa ponovadi prek svojega delodajalca. Oni ti pač neke določene plane ponudijo. Zdaj, če pa nimaš službe, je pa kar malo problematično. Si moraš pa to neko sam zrihtati, imajo neke opcije, ta Medicaid za low income, za tiste, ki so zelo revni, ali pa Medicare za starejše od 65. Zelo je super je, če pač imaš svoje zavarovanje, ker če imaš svoje zavarovanje, ti bo zavarovalnica pomagala pokriti kar veliko in se na koncu oni, recimo bolnica bo izdala račun in bo za nalašč izdala ful gromozanski račun. Oni pač poskusijo ti zaračunati ful veliko, čim več, kolikor lahko. Zdaj pa, če si slučajno ti, enkrat je moj mož poslušal, kako sta se barantali bolnica in zavarovalnica za njegovo cepivo za gripo. In to, on bil pač slučajno kot muha zraven poslušal na telefonskem pogovoru, je rekla zavarovalnica, jaz vam ne plačam toliko, pa so oni rekli, ok, bomo spustili za tolikle, boste plačali tolikle. Gre tako, da si v Turčiji na bazarju, tak so se pogovarjali, ne. In zdaj, če si pa ti brez zavarovanja, bo pa oni še vedno ti zakasirali ful veliko številko.
ti se pa ne boš mogel nazaj pogajati in si poskusiti te številke znižati, zato da bi manj plačal. In te potem to lahko stane ogromno denarja. Torej porod, ne vem, 50 Ja, o tisoč kakih dolarjev. zneskih govorimo? Recimo naraven, vaginalni porod, pa nasproti tega carski rez. Pa če si zavarovan. Ja, tako. Če si zavarovan in potem, če nisi. Ja, tako. To meni kot prvi faktor, ful različno, v kateri zvezni državi si in ali si v mestu ali si bolj na podeželju. Tako da recimo, jaz sem vedno bila v zelo dragih, Kalifornija pa Washington sta obe zelo dragi, zdaj pa če si nekje v eni Georgiji ali pa nekje tam bolj, kjer so stvari veliko cenejše, recimo veliko ljudi pride, ko želijo samo ameriško državljanstvo, pa pridejo ženske noseče, bo šle v eno izmed teh cenejših zveznih držav roditi. Govorimo nekje med 20 tisoč za normalen vaginalni porod do krepko preko 100 tisoč za carski rez. Kaj to plačujejo ljudje? Mislim, tisti, ki nimajo sredstev, kako poplačajo to? Saj to, pač recimo primer, poznam kar nekaj ljudi, ko so prišli iz tujine sem roditi, je pač prišla pa 8 mesecev nosečnosti, moraš ti dokazati, da imaš vsaj 10 tisoč na svojem računu, ko vstopiš v državo, ko vidi, da si noseč, zato da vejo, da si boš lahko poplačal tiste osnovne zdravstvene račune v pač nekem, kjer ti bojo zaračunali manj. Potem se pa spet govorimo o barantanju. Moja kolegica se je preselila v Hong Kong, kjer ni mogla dostopati do ameriških spletnih strani zaradi pač kitajskih omejitev. In so jo ves čas pošiljali, videla pa je e-maile, ni mogla pa iti na portal, da bi plačala. In so ves čas pošiljali e-maile, hej, moraš plačati to. In potem so kar naenkrat začeli zmanjševati številko. Zdaj nimaš več za plačati 30 tisoč, ok, zdaj nam pa plači 20, a nam lahko plačaš 20, ne? In so oni začeli barantati z njo, ne? In pa na koncu, ona mislim, da sicer ni tega računa sploh odplačala, ker so ji nehali težiti, ker je bila tako dolgo v Hong Kongu in ni mogla priti do portala, ampak mislim, slišiš vse, na koncu je kar nekaj ljudi, ki niso zmožni poplačati svojih računov, pa pač morajo nekje dobiti ta denar, ne? Verjetno to gre potem na koncu iz pač davčnega, ampak ti bojo pa težili do konca, kolikor ti bo lahko, se ti bojo na tebe kar obesili, ker le želijo to imeti poplačane. Ti ne bojo pa zarubili hiše, ali? To pa še nisem slišala, to pa nočem reči, ali pa ne mislim, da tako daleč pa ne bo šlo, no? Ampak ti bojo na vse možne načine, če živiš tu, pa imaš tu svojo lastnino, težili do konca, no? Bojo poskušali ta denar dobiti. Za tiste, ko vem, da niso plačali, se res med take ekstremne situacije, da so se odselili, pa niso mogli plačati, ne? Klara, konkretno pri tebi, si dobila ta račun izstavljen glede na tvoje zavarovanje in ali si potem morala biti, ne vem, že 2 dni po porodu zadolžena za to, da si rodila svojega otroka? Tak je, zdaj račune ponavadi dobiš, jaz sem bila sicer pri taki zavarovalnici zdaj za zadnji 2 punci, da nisem dobila, ker je bilo avtomatsko vse pokrito, imaš pa večjo mesečno premijo, ampak račun ti izstavijo, potem pa ti povejo, koliko tega bo zavarovalnica krila in koliko tega moraš ti plačati. Zdaj, če pa tisto, kar moraš ti plačati, je že pokril, recimo, večina teh zavarovalnih planov ima, da na leto moraš plačati nekje do 5 tisoč, nekje med 3 do 7 tisoč iz svoje denarnice. In ko pač to premijo poplačaš, od tam naprej bo zavarovalnica krila. Tako da v bistvu to se gre. Zdaj, če si rodil v januarju, moraš doplačati do te premije, če si rodil v decembru, si jo mogoče že poplačal, pa ti bo zavarovalnica krila več. Tako da to je polno enih stvari za poštudirati. Tako zapleten sistem. Ampak večinoma sem malo poprašala kolegice okrog, koliko so kaj plačevali, da bi vam lahko povedala boljšo številko, ampak nekje, ali nisi plačal nič, ker si imel takšno zavarovalnico, to je bil moj primer na srečo, ampak kolegice so plačale tudi do 2000-3000 ven iz svojega žepa, da so pokrile. Klara, nič nisi plačala, ampak račun si dobila, videla si znesek, koliko je stal tvoj porod za zavarovalnico. Ja, tako recimo za Viktorijo v Kaliforniji je bilo 30 tisoč, je bil moj normalni vaginalni porod z epiduralno, moram pa omeniti, da epiduralna tu se uporablja v 80-90%. Je zelo, ni tako kot v Sloveniji, kot pogosto. Sem zato ekstremno hvaležna. Klara, vedno poslušamo o tem, kako hitro se vrnejo ženske v službo po porodu. Kdaj si se ti vrnila? Ja, v službo in tudi iz bolnice sem ravno hotela omeniti. V bolnici samo 24 ur, ne. Tudi po carskem rezu?
po carskem rezu ti dajo nekje 48, ali pa ponavadi, če si rodil prvega otroka, ti tudi dovolijo 2 noči. Drugače se bi pa kar radi videli, da greš po 24 urah ven. Po 24 naredijo tisto krvno sliko za tiste defekte. In jim je prvo všeč, če greš ven. Ne? Mogoče bojo vprašali, če še želiš ostati, ampak večina Američani imajo kar v glavi, da oni pač morajo iti ven in kar grejo po 24 urih ven. Vprašala sta pa, kak je iti nazaj v službo. Večina zvezdnih držav, kot sem rekla, nima urejenega tega bonding časa, ne, da bi bil lahko malo plačan iz zvezdne države. Tako da večina žensk po Ameriki gre nazaj nekje po 6 tednih, ko je njihov tisti disability konec. Ko imaš pregled pri ginekologu, če je vse okej. Ja, včasih še predtem. Včasih še torej čišča se niti ne ščisti, v bistvu še nisi zaceljen, hormonsko si adijo in neprespan si in doma imaš novo bitje. Ja, od mojega sestriča punca je šla po 5 tednih nazaj, živijo na Aljaski, šla po 5 tednih nazaj v službo in je po 6 tednih menjala v novo službo ali nekaj takega. V glavnem, čist noro. Možgani imaš čist skicane, ne vem, kako jim ratuje. Kako si pa ti, Klara? Ja, jaz pa, kot sem rekla, k sreči sem živela v obeh demokratskih zvezdnih državah, kjer imajo to malce bolj urejeno in zdaj to urejajo tudi v drugih zvezdnih državah. In sicer to pa zvezdna država ti da nekje običajno 12 do 16, pa mogoče do 18 tednov, da ti oni pokrijejo ta čas, ko si doma. In disability, tistih prvih 6 do 8 tednov po porodu, govorim 6 do 8, odvisno ali si vaginalno ali pa si imel carski rez. Potem pa nekje do 12 tednov je bilo v Kaliforniji, pa tukaj do 16 ali 18, odvisno spet od vaginalnega ali carskega reza, da lahko ostaneš doma in si plača nekje 60% svoje plače v tem času. In imaš zavarovano službo, da ti pač tvoj delodajalec ne more te takrat odpustiti. Kljub temu se je zgodilo, tudi zdaj, ko delam v Amazonu, so bile kolegice odpuščene, ko so kdaj kakšen projekt totalno skenslali, si pač v tistem celem valu, ne? Takrat nisi zaščiten sploh. Nobenih zaščit. Ampak tukaj, da ti pač tvoja služba mora obstajati, ko prideš nazaj, načeloma, če se ni neka višja sila zgodila, da so projekt skenslali ali pa kaj takega, ne. Ampak ti si uspela načarati nek zelo dolg porodniški dopust. Oba sta v bioznanosti zaposlena, kaj ne? Ja, tako, jaz sem znanstvenica, ja. Ja, v Kaliforniji sem izkoristila ta vaš čas, zdravnico sem imela ful simpatično, mi je dala še dodatne 3 tedne bolniške vmes, ker me je ful križ bolel, pa sem šla na fizioterapijo, mi je to malo podaljšalo, potem pa pečaš z dopusti, z svojo bolniškost, pač tukaj dobiš ponavadi določeno število dopusta, pa določenih, 3 ali pa 5 dni bolniške na leto. Tako da v bistvu sem porabila vse te možne stvari in naklamfala skupaj, da sem lahko ostala z prvo punčko v San Diegu 5 mesecev pa pol, nekaj 5 mesecev pa en teden, no, ko sem šla nazaj v službo. Tukaj v Washingtonu imajo pa malenkost daljši ta bonding time iz zvezdne države, tako da bom v bistvu ostala nekje, sem ostala 7 mesecev za drugo, pa nekje 7 mesecev za tretjo, prav tako. Ja, pa tudi Amazon, ker trenutno delam Amazona, nam Amazon da kar nekaj tednov zraven, tako da se to v bistvu podaljša za tistim livom od zvezdne države. Sorry, mogoče nisem najbolj logično razmišljala. Ampak, Klara, kaj pa potem, ko greš v službo? Kam daš otroka, ne, starih staršev vidva nimata v Ameriki? Ko sva se pogovarjali z drugimi, je znanka iz Kalifornije povedala, da so javni vrtci neskončno dragi. Koliko dragi? Ja, ekstremno dragi. Zdaj, po naše jasli, to pomeni, preden so otroci stari 1 leto, lahko otroci grejo v vrtec, ampak stane nekje, spet jaz sem v dragih državah, imaš druge lokacije, ki so cenejše, ampak pri nas nekje do 4,000 sploh ni vprašljiva številka, 4,000 na mesec, govorim $4,000 na mesec za enega otroka. O moj bog. Okay. Kaj je to, postavljen v kontekst? Ja, koliko dve plači? Glede na plačo, ja.
Ja, odvisno plače so, to se vse govori pred davkom, a ne? Plače nekje, recimo imajo povprečno, ne vem, 70,000 na leto, do 100 na leto, nekaj zdaj tukaj v Seattlu, kjer je veliko ljudi, ki so plačani zelo dobro, ker delajo za te IT firme, ne? So lahko, ali pa so, ne vem, kaki software inženirji, računalničari, ti ljudje so plačani veliko več. Jaz kot znanstvenica nisem, sem tam nekje v sredini, ne? Ampak nekateri so lahko plačani tudi do 300,000 pred davkom. Zdaj govorimo to pred davkom, recimo pol manj, ko plačaš davek, penzijo, zavarovanje. Tako da številke so zelo visoke. Nama je vedno uspelo tamale imeti doma nekje do vsaj prvega leta, smo se zmenili z babicami ali pa s prijateljicami, če pridejo, pa mi pomagajo malo čuvati otroke, da smo le do prvega leta otroke punce lahko doma obdržali. Pa se potem tudi malenkost poceni po prvem letu, ker imajo ta razmerje učitelji do kakšna velika skupina lahko, se spremeni in postane malo ceneje, tako da jaz plačujem 3,000 na otroka, ki je v vrtcu na mesec. Kaj je to, tretjina vajnega dohodka manj? Ker samo tako se lahko da razumemo, koliko je v kontekstu in primerjavi z našim. Ker vedno govorimo, Amerika je tako draga, ne? Ampak sej tudi plače so višje, vse je drugače, ne? Ja, pol zagotovo, odvisno koliko otrok imaš. Koliko otrok imaš, pri meni je to, ker lahko skoraj ena cela plača za 2 punci. Ja, ful je drago, zato pa tudi toliko veliko žensko stane doma. Ja, to gledava, to sva se spomnili z Uršulo, da v veliko teh ameriških filmih vidimo mame, ki ostanejo doma, tudi na Instagramu lahko spremljamo mnogo profilov, kjer se tudi vrača ta tradicionalna mama, žena ki je doma, ki skrbi za svojo družino. Je to zelo pogosto, poznaš primere, ki žensk tudi karierist prej, ki so zapustile kariero, da so ostale doma, ker jim seveda finančno ni zneslo plačevati tudi morda. Ali pa se niso želele po disabilityju že vrniti. Ja, ali pa so želele postati mame oziroma ostati mame. Ja, definitivno je to tukaj v Ameriki zelo pogosto. Je po mojem veliko bolj pogosto, če si ven iz mestnega okolja, ker ženske mogoče mentalno tudi niso nikoli bile fejst ambiciozne, se je veliko lažje odločiti, da boš pa zdaj ostal doma, ne? Medtem ko pa recimo ženske, ki so pa vedno ful skrbele za svojo kariero, bojo pa tudi se bolj potrudile, pa poskusile najti načine, da bojo ostale doma, ampak seveda imaš, ne vem, 3 otroke, pa za vse 3 moraš plačati vrtec, se tudi take ženske večkrat odločijo. Včasih iz finančnega razloga, velikokrat moje kolegice si tudi preprosto želijo, da bi ostale doma s svojimi otroci 3, 4, 5 let, bile stay at home mame in se potem vrnile, ne. Tudi recimo za sebe lahko povem, sem bila vedno ful sfokusirana na kariero, pa mi ne bi bila slaba ideja, da bi ostala doma lahko s svojimi otroci par let, zdaj malo več se posvetila njihovemu življenju, pa se imeti res ful fino, pa se potem kasneje, ko so malo starejši, vrnila v to noro kariero, kjer se dela zelo veliko, ker si natempiran pod stresom vaš časa, ne. Pač lahko vidim in to razumem. Je pa res, da tudi v nekaterih zveznih državah se mi zdi, da je to veliko bolj popularno in pričakovano, v marsikateri kulturi tudi od mam, različne vere tudi, ne, tukaj po Ameriki. Tako da to je definitivno pogosto. Tule recimo moja najstarejša punčka hodi v kindergarten, to je taka mala šola, po naše je poln mam, vidiš, da so doma. Tudi tule v našem območju, ki smo 10 minut stran od centra Seattla, in pač take mame imajo ponovadi več otrok in pač veliko volontirajo, vozijo na treninge, Ne, pač si z drugimi stvarmi malo pečejo tortice in organizirajo dobrodelne dneve. Tako, ker to so, pač meni ta del, sicer je ful lepo ostati doma z otroci, mislim, da je to super, če imaš tako možnost, v Sloveniji imaš možnost to narediti 12 mesecev, recimo v Avstriji pa Nemčiji še dlje lahko ostaneš doma, če želiš. Jaz mislim, da bi bilo super, da bi imeli možnost, da ostaneš v tem zelo pomembnem obdobju doma, ampak po drugi strani je pa to ful enega potenciala, ki te ženske večkrat ponavadi ne grejo več nazaj domov, ne, nazaj v službo. In je to ful potenciala zgubljenega, ne, te ženske bi lahko toliko doprinesle svoji družbi in... Ampak, Klara, kako se vi počutite kot družina in ti kot mama v Ameriki? Je to Seattle konkretno družini prijazen?
Če pogooglaš po internetu, je Seattle eden izmed najboljših lokacij za družine, ne? Spada med tiste. Zdaj, načeloma tukaj, ker smo mi, se imamo prav fino. Družina, recimo naša babice, pa detki, tete, strici, bratranci, tega nimamo tukaj blizu in smo zato toliko veliko več časa skupaj mi, kot naša družinska enota. Kar seveda je žalostno včasih, ko zgubiš vse te priložnosti biti z družino, zamudiš velike rojstne dneve in take stvari. Po drugi strani nam pa da priložnost, da tudi nam ni treba iti na take stvari, takrat mogoče, kot ti ni najbolj pogodu, in preživimo toliko veliko časa skupaj mi, kvalitetnega, ne. Tako da ima svoje pluse in minuse. Načeloma se imamo prav fino, preživljamo vikende skupaj, čez tedne itak tisti živžav, ko se leti v šolo, otroke se pobira šele okoli 5. ure, ker se zjutraj začne bolj pozno. Tako da v bistvu čez teden ti ne preostane kaj veliko, kot druga, tisto, kot je pojesti, suširati, gremo, ne, pa spat. Pol za vikende se imamo pa super, pa vedno naplaniramo, kam za iti, se biti s prijatelji in tako dalje. Tako da uživamo, ne glede na to, kje smo, definitivno. Fantastično. Klara, hvala za chat, hvala, da si vzela čas. Ja, in lepe pozdrave iz Slovenije, tebi in tvoji družinici. Daj pa. Hvala. Hvala tudi vama. Čau. Čau, pa. Zdaj pa spet domov, oziroma malo višje na sever k sosedom Avstrijcem. Šala za starše. Ja, halo. Maša, zdravo. Zdravo, se slišimo, ok, super, krasno. Čekaj sekunda. Maša Mlakar Plemeniti, willkommen. Guten Tag v Avstrijo. Kje točno živite z družino in koliko članov šteje vaša družina? Lep pozdrav še od mene, bom kar po slovensko, po domače. V glavnem mi živimo v bistvu nekje okrog 40-45 km preko slovenske meje, se pravi iz Maribora 45 km, se pravi v Avstriji, v kraju Vildon. Smo tako nekje na taki zlati sredini, v bistvu do Maribora, nekje rabimo 35 minut, pa pol do Gradca imamo nekje tudi 35 minut. No. Tada smo se tako zasidrali, da smo blizu domačim, pa blizu torej tukaj, kjer delava z možem. V bistvu moja družina šteje 3 člane trenutno, ena je pa še na poti. Super. Imam hčerkico, staro 3,5, tako, ja. Hčerkico 3,5, potem? Ja. In ena prihaja pa še potem aprila. Super. Lepo. Maša, kaj sicer počnete v Avstriji? Jaz delam v trgovini kot menedžerka, v bistvu prodaja oblačil. Moj mož je pa ta quality manager na eni firmi, ki se ukvarja z betonom. Maša, rekla si, da si trenutno noseča z drugim otrokom. Kako gledajo Avstrijci na nosečnice? Si zelo zaščitena, skrbijo zate, imaš redne preglede? Je to tako kot v Sloveniji, ko hodimo na redne preglede k zdravnikom oziroma ginekologom? Ja, jaz mislim, da v osnovi je Avstrija zelo zaščitniška do nosečnic, načeloma tudi kar se prava in pravil tega tiče, je pa potem jaz mislim, da tudi odvisno od vsakega podjetja oziroma firme, kako to tudi prakticira. Recimo, jaz imam zelo veliko srečo, načeloma naša firma je še ekstra zaščitniška do nosečnic. Drugače, v glavnem, med nosečnostjo, recimo v Avstriji, smo nosečnice upravičene do posebnega varstva, tako kot verjetno povsod po svetu. Ena izmed prednosti, ki jo jaz vidim, je ta, da recimo med nosečnostjo in še potem, mislim, na 4 mesece po tem, ko se vrneš nazaj na delo, si zaščiten pred odpovedjo. Te ne morajo odpustiti, v nobenem primeru. To je res ena taka ful fina zadeva, no, tako da si v bistvu lahko mir, ne. Potem recimo prepovedano je delo med 8 zvečer in 6 zjutraj. A prav prepovedano, ni opcijsko nočno delo? Ne. Prav prepovedano je, ker to v bistvu lahko škodi za zdravje matere in otroka in je to v bistvu prepovedano. Od kdaj, od katerega meseca nosečnosti? Od takrat dalje, ko poveš, da si noseč. Okay. Ja. Načeloma je pa pravilo, da do 12. tedna je je treba sporočiti, ne?
na firmo. Teda v bistvu si bolj kot ne cel čas, ne, zaščiten pred tem, ja. Ampak imaš pa tudi nedelje, prazniki. Ja. Tvoj delodajalec torej ve, da si noseča še preden opraviš presejalni test? Ja, dejansko. Oziroma, mislim, jaz sem čakala do 12. tedna, teda sem v bistvu točno v 12. tednu potem povedala, no, recimo. Ja. Omenjala si nedelje, delaš v trgovini, tudi nedelje si potem prosta? Ja. Ne, v bistvu v Avstriji je tako, da tako so sobote samo do 6 trgovine odprte, teda v bistvu nedelje in prazniki so izključeni, ampak v primeru, da bi, ne vem, bila v kakšni drugi branži, je ob nedeljah in praznikih nosečnicam tudi prepovedano v bistvu delati, ja. Tudi če bi delala recimo na radiju? To je dobro vprašanje, ampak koliko sem se pozanimala, načeloma naj ne bi, no. Ja, pol pa recimo so še te, ne vem, te klasične stvari, ki naj bi pač tudi, ne vem, povsod drugod veljale, recimo, ne vem, predolgo stoječe, predolgo sedeče delo, pretežkih bremen dvigovati in tako dalje, ne. Recimo, jaz zato sem rekla, da naša firma je res zelo, kar se tega tiče, zaščitniška, ker takoj, kak sem jaz poročila, drug dan so me klicali iz kadrovske, pol še z enega drugega departmenta v bistvu, no, da so mi še vse enkrat obnovili, pa še ta naša interna pravila povedali, kaj vse lahko, če se vse ne smem, če se naj se pazim, da v bistvu res čuvajo na nas, no. Kaj pa zdravstvo, presejalni testi, ultrazvoki? V Sloveniji se ves čas pogovarjamo o tem, ne, pojdi v Avstrijo, kot da je to pač edini izhod, ne, in rešitev. Kot da je toliko bolje, ne? Ja. Mislim, ja pa ne. Recimo v Avstriji teh presejalnih testov in tega, to ni vključeno v osnovno zdravstveno zavarovanje, v te osnovne preglede, na primer, ne. Čisto konkretno, recimo recimo jaz sem imela pred kratkim morfologijo, sem šla samoplačniško, sem izbrala pač ginekologa v Mariboru raje kot pa tukaj, ne, ker se mi je zdelo bolj smiselno, da pač lahko tudi več razumem, lahko več vprašam, ne. Tudi recimo nifti, pa polnuhalno svetlino, tudi to recimo je vse samoplačniško. Ker v Sloveniji je zdaj nuhalna zastonj, ne? O kakšnih zneskih govorimo, tako, Maša? ja. Nuhalna svetlina, koliko na primer stane? Včasih pri nas je bilo okrog 100 evrov? 120, ja. Ja, je pa, jaz sem jo tudi delala v Mariboru, v bistvu, teda sem v bistvu to vse skupaj, je tudi tako, ja, 100 evrov, a v Avstriji ne vem pa, da recimo morfologija, sem se pozanimala, če bi delala v Gradcu, bi bilo 200 evrov, v Mariboru recimo so mi pa s 3D, 4D naredili za 110, ne. So že precejšnje razlike, ne? Ja, ker. Ni pa vključeno, recimo v ta obseg, kar je obvezno, recimo, ne, so vključeni načeloma 3 pregledi, se pravi ta začetni, ne, kjer se ultrazvočni. Tako, ultrazvočni, ja. Zdaj, jaz imam sicer ginekologa, ki je tudi Mariborčan, ne, vse to v krogu, ne. Tukaj je dodatna možnost, se pravi, če si samoplačniško doplačaš, ti pol naredi v bistvu vsake 4 tedne, imaš dodatne ultrazvoke. Sicer pa ti pripadajo načeloma samo 3. Se tudi v Sloveniji sta 2, ne? Prosim? Tudi v Sloveniji sta 2 ultrazvoka, ki ti pripadata po zdravstvenem zavarovanju. Potem je pa odvisno od ginekologa, če jih naredi več. No, recimo, jaz sem tukaj, tu moraš samoplačniško še dodatno, ne. Recimo, vem pa, da moja prijateljica, ona pa sicer tudi, kar se tiče zavarovanja, ona ima eno dodatno zavarovanje, ki je prav za ženske matere in to, ki ga sicer moraš skleniti itak, da prej preden si noseč. Tukaj pa potem obsega je sicer zelo drago. 100 evrov na mesec, vem, da plačuje, recimo, ampak ona pa potem ima vključeno že vse te stvari, ne. In potem porodnišnična oskrba je malenkost drugačna in tak, ne. Aha, vedo, da si plačal malce več. Ja, po moje, ja, mislim, sigurno, ne, da kje piše potem, ko vstavijo kartico noter, ne. Ja, Maša, kako se počutiš, recimo v tujini, kako te obravnavajo? Si oseba, ne številka, si kot bi bila Avstrijka, ne Slovenka, te obravnavajo enako kot domačinke ali drugače? Jaz bi rekla, da tudi odvisno pač od tega, kam prideš, k komu prideš, ne. Načeloma nisem še jaz imela nobene take slabe izkušnje, da bi zdaj rekla, da bi me res obravnavali čisto kot nekaj, ne vem, tujko. Je pa res, da če vidijo, da se trudiš, da recimo tudi, če jezika ne obvladaš najbolje, ne, da če se trudiš z jezikom, so tudi oni potem te malo drugače tretirajo, ne, ker vidijo, okej, trudi se.
Načeloma pa pravim, tako kot imamo tudi pediatrinjo za ta malo, pa tudi porodnišnično, kar sem imela izkušnjo, ne bi mogla reči, da so me tretirale kaj drugače. Je vse zelo tako osebno, vse se da dogovoriti, tako da bi rekla, ja, da je kar dobro poskrbljeno, no, kar se tega tiče. Kaj pa porod? Kakšnemu porodu so naklonjeni? Kaj spodbujajo? Ne vem, kako je sploh videti porod v Avstriji, kaj drugačen kot pri nas? Ja, nimam izkušnje iz Slovenije sicer, ampak jaz sem izbrala porodnišnico Feldbach, ker sem slišala ful dobre priporočila, moja prijateljica tudi je tam rodila. In načeloma, mislim, zdaj ne vem, kako pravim je v Sloveniji, ampak obravnavali so me zelo, mislim, lepo, nimam ene grde besede za reči, zelo skrbne so bile. Tudi, recimo, kar se mi je zdelo zanimivo, pred porodom sem v bistvu mogla, itak podpišeš, ne, kot neko varianto porodnega načrta dobiš in v bistvu ti zapišeš svoje želje. Kaj preferiraš in recimo jaz sem takrat napisala, da bi želela, da pač dokler zmorem, da bi seveda naravni vaginalni porod, če ne bi šlo, pač itak carski rez. In dejansko so to upoštevali. Mislim, vmes, ker je prišlo do malo do zapletov, pri meni sem se že vmes malo jezila sama na sebe, zakaj sem to napisala, naj me že enkrat pol vrežejo, če ne gre drugače, ne. Ampak danes, ko gledam nazaj, sem v bistvu hvaležna, ker so pač res vztrajale z mano, ker to, kar sem si želela, smo probali do konca, ker na koncu ni šlo, je pač se zgodil carski rez, ampak res zelo skrbno preferirajo seveda vaginalno oziroma tak naravni porod, če gre. V porodnišnici, ne doma. Prosim? Verjetno tudi v porodnišnici, v ustanovi, ne pa doma? Ja, tudi. Ja. Recimo tukaj, kjer sem jaz bila, so imeli na razpolago tudi porod v vodi, tako da bi lahko tudi to opcijo izbrala, za nažalost, ker ne vem, pri meni se ni šlo, ker se nisem dovolj odpirala, teda so me potem pač povedali, da ta opcija ne bo možna, ne. Ampak ja, tudi zdaj v drugo sem rekla, da mi je želja, da bi probala po naravni poti, če bi šlo, teda trenutno tudi se vse to beleži, ne, je da bi šlo v tej smeri, če pa ne, oziroma če bo recimo za moje zdravje otroka bolj varno, recimo, ne, kar se tiče tega, potem tudi položaja otroka na koncu, bojo pa mi povedali kasneje pred porodom. Ja. Maša, kakšne so porodnišnice v Avstriji? Je to neke vrste spa oziroma hotel? Mi vedno gledamo na sever kot na nekaj boljšega, bolje urejenega, bolj socialnega. Ja, mislim, moja izkušnja je v bistvu porodnišnica, ne ravno tako v primerjavi z mariborsko, bi rekla, da je lepše urejena, da je malo novejša mogoče. Ni ravno spa tukaj, kjer sem jaz bila, ne. Vem pa, da recimo ta moja prijateljica, ki si je plačevala to dodatno zavarovanje, pri njej je bilo tako, da je imela svojo sobo, partner je lahko ostal pri njej, na primer, ne vem, ona je ostala 3 dni, ker je imela navadni, torej naravni porod, in sta imela svojo sobo, torej izolirana od ostalih, teda tu v tej porodnišnici, kjer je torej rodila ona, se je šlo za drugačno oskrbo, ne. Je pa res, da pač je potem vse odvisno od plačila. Mislim, da je v Sloveniji tudi tako, da če si doplačaš, dobiš neko varianto, ne. Sobo. Ja, ja. Kdaj greš sploh na porodniško? V katerem mesecu in kako dolgo si doma z otrokom? Si kaj deliš s partnerjem, ta starševski dopust? V bistvu v Avstriji je tako, da se gre na porodniško 8 tednov pred predvidenim rokom. 2 meseca prej, torej skoraj. 2 meseca prej, tako, ja. In v bistvu ta 2 meseca prej in potem 2 meseca po porodu sta plačana tudi drugače iz strani zdravstvene zavarovanja. Tako da to se mi zdi ful fino, ker recimo pri nas v Sloveniji je samo 1 mesec, ne, koliko vem. Tako da to drugače z partnerjem si lahko deliš, midva sicer v prvo, ker nisva se dovolj pozanivala, recimo, ne. Tega nisva koristila, kar mi je malo žal, sva pa zato zdaj se malo bolj poglobila in v bistvu obstaja ta Papa Monat, ki ga bo mož v bistvu koristil za drugo leto, potem aprila.
ko pride ena druga deklica k nam. Ja, v bistvu je malo drugače, zato ker firma ga mora v tistem času odjaviti. Tako da v bistvu njemu ta en mesec ne gre ravno v to delovno dobo. Ne? Čeprav dela, ne? Bo gre več. Ja, Še več. A ne? Jaz pa torej v bistvu ženska, pa Ja, ženski pa pa. normalno teče. Ne? Ja. Tako da tu smo bila malo, kak zdaj bo, ne bo. So pa določili potem tudi ta nek enoten znesek za vse očete, ki se odločijo za to, da če bi to vzeli, jih pa potem se v bistvu tudi zdravstveno zavarovanje plača. No. In koliko časa pa potem mama doma, a dočakaš prvi rojstni dan otroka? Ja, tukaj v Avstriji je pa velika razlika recimo v Slovenijo, zato ker si lahko izbereš, da si z otrokom doma do 2 let. A res? Kaj In ti je to to pomeni? vse plačano? Ja, je Jaz pa se selim. razlika v koliko je Adijo, plačano. jaz se bom naučila nemški jezik. Ok, koliko je plačano, Maša, kaj to pomeni? 80% ali manj? Ne, v bistvu je tako, recimo, mislim, da je enih 6 različnih variant, ki jih lahko zbereš. Jaz sem recimo pri hčerkici izbrala eno leto, kjer si plačal 80%. Ampak, ker smo mi naknadno se potem vmes, v tem času smo se selili v drugo občino, kjer smo ugotovili, ok, v vrtcu oziroma jasli jemljajo komaj od 18 mesecev dalje, se pravi leto in pol, kaj bomo naredili, sem mogla v bistvu podaljšati. Ne? Za pol leta. Lahko bi podaljšala porodniško, jaz sem se pa odločila, da v bistvu ostanem na tom eno leto in sem potem v bistvu vzela kot neko izobraževalno porodniško, kjer sem delala tečaj nemščine naslednjih 6 mesecev. To je pač taka ena varianta. Ne? Drugače, recimo, vem, da obstaja, mislim, da je 6 različnih, ta, ki je najdaljša, je pa potem torej traja 2 leti. Tukaj pa mislim, da se dobi enoten znesek za te 2 leti, ki se potem razporedi seveda na število mesecev porodniške. Vem, da sva gledala midva takrat, ko sem jaz bila, se pravi, to je bilo 21, ne, bi bilo nekje to okrog 500 € na mesec za 2 leti. Pa, Ja. pa so ženske temu naklonjene, glede na to, da znesek Ne. zdaj pač ne, Ni, ne. kakršen pač je. Ne. Za najemnino Znesek plačati. ni visok, Ja. recimo, mislim, ja, vse zato, midva sva potem, Ja. ker sva bila v fazi tega, da se selimo, da bo treba za kredit gledati, sva rekla, nič, eno leto bova vzela, pa bo, ne, mislim, bo lažje. Recimo, ampak Avstrijke, naprimer, one se masovno odločajo za to. One večinoma ostajajo do 2 let, sigurno. Praviš z 18 meseci v vrtec, a to velja za celotno Avstrijo, je to kaj po občinah opredeljeno? Mislim, kako si Podeželah? potem leto in pol doma, ne? A so stari Ja. starši ali kdo? To je mene, mislim, jaz mislim, da glede na to, da Avstrijke dosti jemljajo te 2 leti, recimo, ne, so polovne doma, ampak je pa to tudi odvisno od občine, kako občina izbere. Zato, ker recimo moje kolegice, torej službe, one imajo v Gradcu otroke v vrtcih, to je čist druga zgodba, kot pa tukaj pri nas na tem manjšem kraju, recimo, ne. Ja. Maša, ti verjetno zdaj razmišljaš že o porodniški, ampak enkrat se boš spet vrnila v službo in ko se vrneš v službo, otrok gre v vrtec, kot smo govorili. Midve se spomniva svojih otrok, malčkov, ki so bili prvo leto bolni dobesedno 2-krat na mesec. Midve pa kot mami doma na negi brez težav, kadarkoli sva si lahko vzeli bolniško, lahko tudi oče, kdorkoli je lahko izkoristil to opcijo. Kako je v Avstriji s tem? A imate nego, kot mi temu Ja. rečemo, da ti pediater kot staršu dovoli, da ostaneš doma z otrokom in skrbiš zanj? Ja, imamo, mislim, seveda, ampak niti približno tako lepo in zlato, kot sta zdaj ljudje povedali, da je v Sloveniji. Ne? V bistvu uradno po zakonu nam pripada 1 teden na otroka. Celo leto? En teden? Celem letu. To smo mi izkoristili Dodatni septembra. teden, Ja. ne? Ja. Kaj to ni nič? Ja. Ne, mislim, dodatni teden je v bistvu zato, če otrok spet še zboli, teda načeloma, mislim, je rečeno, 2 tedna ti pripada na leto za otroke do 12. leta, na starša. Kaj? Ja, Ampak kaj To ni potem, nič. Zdaj, kaj če se potem Ena pljučnica uporabljaš? mojega otroka je bila dolga 3 tedne. Ne? Ja. Kaj Kaj- potem? ne? Kaj potem uporabljaš dopust in ko zmanjka še dopusta, tako. vzameš neplačan dopust? Ja, pole pa ne plačam dopust, recimo. Ja. To pa ni. To pa je kruto, ne? Ja. A so tako zdravi To je otroci? kar ena izmed krutih stvari. Mislim, meni je bilo recimo,
moja ta-mala, na primer, je imela ponavljajoča vneta ušes, non-stop, na 2 tedna antibiotiki, ne. Teda to je res bilo tako težko. Sem sicer imela srečo, ker delam v trgovini, recimo, ne, in čeprav sem se odločila za ta drugačen delovnik, se pravi, da delam samo dopoldne, sem večkrat mogla potem prositi, ne, lahko prijem danes popoldne, zato ker pač, da se z možem menjava, ne, ker je ona spet bolana. Drugače bi pokoristila te 2 tedna, mislim, tako od začetku leta. Ampak ti grejo na roke delodajalci, načeloma. Tako, ja. To je potem odvisno zelo od delodajalca, ja. Jaz pravim, pri nas je res to, kar se tega tiče, do zdaj se je dalo vse dogovoriti, ni bilo nobenega problema, pa dosti smo seveda, hvala Bogu, kombinirali z babicami, ker so tako blizu, ne, da so lahko pol tudi za kak dan skočile, ne. Ampak kaj pa, ko se pogovarjaš recimo s kakšnimi kolegicami, ki delajo recimo v drugačni branži, v drugih poklicih, so tudi tako razumevajoči? Mi smo se povezali recimo z eno tu vzgojiteljico, pač iz vrtca, kjer je moja Eli, ki ga je obiskovala. Naprimer, njena ta-mala je isto, pač res zelo slab imunski sistem in ona je ta 2 tedna pokoristila v, ne vem, ko da bi vam rekla, do marca. In potem, ne, ona vzgojiteljica pač ni mogla kombinirati, zato ker so recimo ta skupina, v katero je ta-mala naša hodila, je bila samo do 1, recimo, ne, vsak dan in jaz vem, da ona je klicala svoje starše, ne, da so hodili k njej in so ostali. Prej smo govorili smo starši iz različnih držav, ne, in bili smo zgroženi nad tem, koliko stane vrtec v Švici. Koliko stane pri vas vrtec za najmanjše, torej za tiste, ki so stari 1,5 leta in jih upišeš? A je premo sorazmerno to z nekim zaslužkom? Je normalno? Je kaj subvencionirano? Ali pri nas, visokih ki ga občina subvencionira? Ja, v bistvu je tako, da recimo jaz, ko sem rodila, odkar sem rodila, v bistvu prejemam ta otroški dodatek za hčerko, ki je trenutno v višini 209 €, če se ne motim. In recimo ta jasli oziroma ta kinderkripe, kjer v bistvu otroci začnejo, ne, in so torej od, ne vem, v našem primeru 1,5 leta do 3 let, je potem smo plačevali 198 € konkretno, se pravi, v bistvu s tem dodatkom smo lahko pokrili. Dodatno je še bilo plačilo sicer za hrano, da to je v bistvu še potem naneslo recimo, ne vem, 50-60 € na mesec zraven. To se pač posebej plača hrana, ne. Je pa tako, da ker nisem vedela, da je to treba toliko naprej prijaviti, ne, smo mi prijavili, ne vem, dali prijavnico, kaj jaz vem, 1 leto prej, preden bi ona začela vrtec, ne, in seveda smo bili ne zavrnjeni, ampak na čakalni listi. Teda v bistvu smo potem, ona je začela z 1 letom in 8 mesecev potem hoditi v vrtec, ne, in še to ne v celodnevno skupino, ampak smo dobili samo do 1. Teda sem jaz potem svoj delovni čas, število dni in vsega mogla prilagoditi temu, ja, da sem v bistvu potem jo dvigovala vsak dan, torej do 13, ne. Maša, omenila si otroški dodatek. Brali sva, da je v Avstriji univerzalen, nižji le za delavce, ki tam nimajo prijavljenih otrok. Je to res, da dobi vsaka družina nek socialni prejemek? Ja, tako je, ja. To je res. Torej 200. Je pa potem, vem pa, da, mislim, jaz tu, midva vem, da sva zelo slaba, ker vem, da obstaja 1000 nekih variant, kjer se ti lahko prijaviš, še dodatno za dodatno pomoč, recimo letos vem, da sva gledala tudi, da bi se lahko prijavili za pomoč, na primer za zmanjšanje plačila vrtca in take stvari, ne. Ja. Ampak Slovenci in birokracija, ne? Preden prideš do tistega obrazca in izpolniš, pa veš, da bi ti koristilo, ampak ja. Kako se Maša sicer počutite kot družina v Avstriji? Ste sprejeti? Razmišljate o vrnitvi? Se vem, da govorimo zdaj o teh 40 kilometrih. A pošiljate denar domov? Jaz mislim, da mi več doma zapravimo v Sloveniji, kot pa v Avstriji, se meni zdi včasih, ker smo več v vikendih sploh tam in to, ne, pa se radi pohecamo, ampak ne, v bistvu počutimo se dobro. Sicer smo v zadnjem času tudi imeli ene take težave tu malo z sosedi, ne, zato ker za nas je tukaj tak nakupo, slučajno se nas je nabralo tudi malo iz Balkana, iz drugih držav. Ne, tako. In to, vse veste, ne, vedno se en najde, ki mu pač to ni všeč. Kakorkoli, kaj vam nagaja?
se počutimo zelo sprejete. Tudi mož, tudi jaz v službi, tudi hčerka v vrtcu. Tako da načeloma, ja. Vprašanje, kako dolgo bomo pa tu ostali, je pa tako še vedno v zraku, ne? Ker smo rekli, da si bomo dali čas do odhoda v šolo, ta prve, ne? Tako da to še je zdaj v bistvu. 3 leta? 2? Ni več daleč, ne? 2,5 še leti in potem se moramo odločiti. Ne? Tako da je vedno nekje ta opcija. Ja. Maša lahko plemeniti. Vilen dan. Vilen, ja. Vilen dan. Ja, vidite ne. Vidite ne. Malo bomo še povadili z bojo. Bova, potem pa se preseliva. Ne, se ne preseliva, ker ne, zaradi bolniških. Ja, kot posod. Ena velika prednost. Maša, lepe pozdrave v Avstrijo. Hvala, nazaj v Za Slovenijo. konec pa daj prosim še papa. Pa. Pa.